Torej, še enkrat pozdravljeni med nami. Pozdravljamo med nami predsednika Rektorske konference Slovenije, rektorja Univerze na Primorskem, profesorja doktorja Dragana Marušiča. Med nami pozdravljam tudi profesorja doktorja Igorja Tičarja, rektorja Univerze v Mariboru in profesorja doktorja Ivana Svetlika, rektorja Univerze v Ljubljani. Prosila bi vas najprej seveda predsednika rektorske konference, če lahko nekako povzamete oziroma poskušate spregovoriti o tistem, kar se vam je zdelo v današnjem dnevu pomembno. No, najprej hvala vsem udeležencem za aktivno sodelovanje na današnji konferenci. Po tem, kar sem zasledil oziroma razbral, verjamem, da je bila uspešna, da bo nekaj od tega ostalo in šlo naprej, predvsem spoznanje, da je potrebno izobraževalni proces na univerzah obrniti k študentom, ampak ne samo obrniti k študentom, tudi v njih zbuditi ambicijo in kreativnost za sodelovanje v tem procesu, predvsem zato, ker to gre pravzaprav tukaj gre za njihovo prihodnost. Pa bom poskušal še malo bolj pojasniti. Na njih bo pravzaprav glavna peza reševanja, vsaj tistega, kar se meni zdi v tem trenutku največji problem človeštva, in sicer ohranjanje delovnih mest. Tako kot je v zadnjih desetletjih zaradi avtomatizacije delovnega procesa so izginjala običajna delovna mesta, recimo v tovarnah in podobnih institucijah, se zdaj vse bolj dogaja, da izginjajo tudi delovna mesta nekako v višjih, v srednjem razredu in podobno. Zamisliti se gre predvsem ob dejstvu, da z umetno inteligenco in zaradi umetne inteligence izginja vse več delovnih mest, ki so bila nam recimo samo po sebi umevna. Na primer, samo en primer, ne sme nas čuditi, če bi se zbudili čez 10 let, po 10-letnem spanju in bi videli, da ni več šoferja kot poklica, glede na to, da tisti ljudje, ki delajo na umetni inteligenci, delajo recimo na tem, kako bi avtomobili sami po sebi vozili. Obenem izginjajo tudi potrebe po na primer ljudeh z visoko izobrazbo, kajti zaradi prepletenosti in možnosti dobivanja informacij na spletu je marsikatero stvar zaradi tega, ker je informacija na dlani, lahko človek sam naredi. Pa zagotovo ne rabi slabih pravnikov, ker do določene mere lahko sam naredi, rabi kvečjemu samo odlične pravnike. Takih primerov je še več. Evropska družba ni taka kot, vsaj tako sem jaz zaznal azijsko družbo, recimo na Kitajskem, je skrb po vključenosti ljudi v delovni proces tako močna, da se za vsakega poskuša najti neko delovno mesto oziroma občutek, da je del procesa, da je pomemben član družbe, pa tudi če stoji, tisti, ki so bili na Kitajskem, veste, da temu je tako, če stoji ob vratih hotela, predvsem ali pa v kampusu tega študentskega doma in samo odpira vrata. Evropska družba ni taka, mogoče žal, zato bo na mladih predvsem ta problem, kako rešiti, kako sproti kreirati nova in nova delovna mesta, potrebe za nadomeščanje tistih delovnih mest, ki bodo izginjala. Že tako imamo na slabo podlago, vemo, kakšna je situacija v Južni Evropi glede tega zaposlenosti mladih. Ne bi si želel živeti v Evropski uniji, v kateri bi bilo vse skupaj koncentrirano v eni državi, pa 5 državah v prvem koncentričnem krogu okoli nje. Tako da na nas je, da mladim omogočimo, da sodelujejo v izobraževalnem procesu, zavedajoč se, da je tudi od njih
samo moramo jim dati to priložnost, odvisno od tega, s koliko kreacije bodo ohranili tudi in pridobili nova delovna mesta. Toliko bi si jaz želel povedati. Profesor Ivan Svetlik, izvolite lahko. Ja. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, to je taka kritična točka tega posveta, kjer se bo evalviralo, ali so se rektorji kaj naučili, ne? Ko so poslušali cel dan. No, jaz bom šel kar k temi na študenta osredotočeno učenje, pa ne bom šel daleč nazaj, ampak bi samo spomnil, da smo s tem konceptom šli tudi v bolonjsko reformo, bolonjsko prenovo, in naivni so takrat mislili, da ko bomo napisali programe in ko bodo začeli teči, se bo to samo po sebi zgodilo. Zdaj, realisti pa vedo, da tu trčimo na tisto znano tezo Feuerbachovo, ki pravi, kdo uči učitelje, kako naučiti učitelje, da bodo drugače delali, kot so delali prej. In nažalost se potem na koncu zgodi, da seveda učitelje, tudi učitelji učijo in tako gre nazaj ta cela veriga v upanju, seveda, da tisti učitelji, ki učitelje učijo, vedo več kot učitelji, ki so poučevani. Kaj hočem s tem reči? Ta proces je nujno, če hočemo, da bi dosegli spremembo, seveda se je truditi v smeri, da se tudi vsi učitelji naučimo drugačnega dela, drugačnih pristopov, je pa seveda ta proces dolgotrajen in nikakor ne gre pričakovati, da se bo to zgodilo, ali sta pričakovanja, da se bo to zgodilo čez noč, niso bila pri tistih, ki so jih imeli, seveda ustrezna. Seveda tudi tu pa trčimo še na eno vprašanje, no, če tole bi prej rekel, seveda vsi se trudimo, tudi na naši univerzi, da bi to aktivnost intenzivirali, in moram reči, da nas je presenetil zelo dobro odziv učiteljev na ponujene programe usposabljanja za boljše učenje. Ampak kljub temu, generacijski prehod je počasen, obnavljamo se, da bi prišle nove generacije učiteljev noter, ki so mogoče bolj dovzetne za nove pristope. Obstoječi učitelji seveda se pa kaj tudi naučijo, ampak temeljni koncept, state of the mind, kot bi rekli, pa v glavnem ne doživi prav radikalnih obratov praviloma, če hočejo vsaj tisto, kar znajo, kvalitetno naprej delati. To se moramo priznati. No, tukaj pa trčimo potem resno vprašanje, ki ga je uvodoma že zjutraj kolega Marušič odprl. Zdaj, če smo mi tako počasni, kot poskušam tudi povedati, na drugi strani so pa spremembe, ki jih doživlja mlada generacija, študentska generacija, ki vstopa na univerzo, tako zelo hitre, potem se ta razkorak med potrebami, da bi se odzivali na te spremembe, in tem, kar dejansko zmoremo, morda celo povečuje, namesto da bi se zmanjševal. In vprašanje je, kaj še lahko storimo, da bi do tega razkoraka ne prišlo oziroma da bi se zmanjševal. Jaz bi 3 stvari omenil, ne so bile vse na nek način omenjene, ampak mogoče, da jih samo drugače poimenujem. Ta prva reč se mi zdi je to, da je treba res študente povabiti v raziskovanje. S tem ne mislim samo na tisto skrajno resno raziskovanje, katerega vstopajo ponavadi šele doktorski študenti, ampak raziskovanje se seveda začne tudi s temi novimi oblikami dela, študija, skozi projektno delo in vse te mogoče druge oblike. In to, mislim, da tukaj so pristopi izdelani, je pa vprašanje, kako široko in kako dobro se uporabljajo. Ta druga stvar, ki sem jo malo manj slišal tekom današnjega dne, je, da se moramo ali da se mora univerza, se morajo programi odpreti bolj v okolje.
minili so časi, ko smo bili univerze, inštituti osrednji, to smo še zmerom, ampak tudi edini zares velik center znanja. Ti centri znanja se vzpostavljajo v okolje, točno tam tudi, kamor bomo mi svoje diplomante pošiljali, in če mi nismo odprti do tega okolja, potem bo zelo težko to komunikacijo tudi pozneje preko naših diplomantov vzdrževati. In jaz mislim, da ta pretok znanja med univerzami in okoljem, temi novimi centri znanja, ki nastajajo v high-tech industrijah in tudi drugje, izjemno pomemben. V obe smeri. In dostikrat opozorijo nekateri ljudje, da prav specifična znanja, rešitve, ki jih v teh izven univerze, v teh centrih znanja imajo, so, bi rekel, korak pred tem, kar na univerzi učimo, in mi moramo to priznati in seveda znati to tudi prinesti v naša okolja na eden ali pa na drug način in seveda v to potegniti jasno tudi študente. Ne vem, tudi ta program, ki ga država financira po kreativni poti do znanja, recimo en tak pristop, ampak to seveda ne pomeni, da drugih takih pristopov ni mogoče razviti. In še tretjo reč bi omenil, to pa je več ali ne samo po sebi umevna reč, mi moramo spodbujati uvajanje tehnologij, novih tehnologij in teh v smislu hardvera in seveda softvera v študijski izobraževalni proces, takih tehnologij, ki jih mlada generacija uporablja, razume, ker s tem se jih bomo približali oziroma jih bomo olajšali to pot. Jaz včasih dajem prispodobo, da je zaradi izpostavljenosti teh novih generacij, tem novim tehnologijam, v resnici tudi struktura mišljenja, urejenost informacij, ki jih nekdo usvoji, povsem drugačna kot tista, ki smo jo mi usvojili, ko smo brali knjige včasih. In če mi nismo sposobni ustrezno se približati tudi skozi te nove tehnologije te generacije, potem ne bomo uspešni. Torej, te tri stvari bi jaz še dodal mogoče ali pa poudaril, glede na tisto, kar je bilo v današnji razpravi izpostavljeno, in s tem se mi zdi, da bomo tudi reševali problem včasih nizke motivacije, kot je bila izpostavljena za študij. Predsednik študentske organizacije je zjutraj omenil, da problem preobremenjenosti. Jaz bom povedal, da smo delali eno študijo, koliko časa naši študenti porabijo za študij, koliko pa tuji, in se je izkazalo, da naši študenti porabijo manj ur za študij kot tuji, čutijo se pa bolj obremenjeni. Ampak obremenjenost ne izhaja samo iz časa, ko si znotraj študijskega procesa, ampak predvsem iz načina, kako si v ta študijski proces vključen, in ta občutek seveda je zelo odvisen od tega, ali je motivacija za sodelovanje v takem procesu visoka, ali je pa nizka, ali je pa morda ni. Toliko, hvala lepa. Še profesor Tičar, ja. Ja, hvala lepa. Torej, kolega sta pred menoj že povedala bistvene stvari. Jaz bi rad dodal, da se moramo zavedati, da se je svet izjemno spremenil. Da se je izjemno spremenil v zadnjih nekaj letih, ne desetletjih. Da je danes, če pogledam sebe, ki sem bil relativno kar uspešen študent, danes verjetno s tem znanjem ne bi mogel biti več laborant, iz česar sem diplomiral in kasneje še kaj dalje naredil. Torej, znanje je eksplodiralo. S tem se moramo sprijazniti. Tukaj smo v glavnem učitelji, učiteljice in učitelji, da bom pravilno povedal. Naša naloga je, da znanje prenašamo naprej. Danes smo se v glavnem pogovarjali o, kakor sem jaz razumel, o metodah, kako se približati, kako posredovati to znanje. Ampak dajmo si priznati, da je danes mladina pobegnila po svoje, za svojim znanjem, za svojo uporabo tehnike, tehnologije, da jih sedaj komaj dohitevamo na tem področju. Da ko govorimo o XYZ generaciji, to je dejansko naš opis tega, kar se v resnici nam dogaja. Da smo prišli tako daleč, da ni več univerza tista, ki znanje kreira naprej, ampak mu mora sedaj slediti in ga
osvajati, pridobivati in tu se bomo morali sedaj temu prilagoditi z vsem našim dodatnim učenjem, metodami, pristopi, kako se pogovarjati z mladino, kako ji razložiti oziroma kako z njimi skupaj priti do tega, da se pojavljajo povsem novi poklici, ki jih pred 10 leti nismo niti slutili, da se bodo pojavili, da se klasične oblike izobraževanja spreminjajo, da postajajo interdisciplinarne zadeve zelo široke in da so projekcije, ki sem jih pač gledal s kolegi v tujini, take, da je pravzaprav težko povedati, kaj se bo dogajalo oziroma kam bo šla ta pot naprej. Je pa dejstvo, da edino, kar lahko naši mladini damo ta trenutek, je kvalitetno in dobro znanje. Slovenija ni bogata dežela z naravnimi bogastvi, je pa bila vedno bogata z znanjem in tukaj se moramo potruditi, da spet pridemo tja, kjer smo nekoč bili že zelo na vrhu, pa mislim, da smo mogoče malo popustili v zadnjem času. Torej moramo ugotoviti, detektirati, kaj je potrebno, kako je potrebno, metode, pristope in samo to bomo lahko potem posredovali mladim. In še to, kar je povedal profesor Svetlik. Mladi so naši partnerji, se pravi, skupaj moramo delati. Ne, da bi rekel tisti klasični izraz ex katedra in podobno. Z mladino, ko bomo delali, bomo z njimi sodelovali. Oni nam bodo povedali nekaj, mi jim bomo povedali nekaj. Zelo dobro je bilo predavanje, ki ga je profesor povedal, da je treba ljudi motivirati, zainteresirati in jih pripeljati do tega, da bomo z zanimanjem tukaj sodelovali. In tu smo včasih še malo, bi rekel, šibki. Torej potruditi se moramo, da najdemo te nove poti. In zato mislim, da je bilo to posvetovanje danes zelo dobro. To je, kot je rekel Churchill, to ni konec, to ni niti začetek konca, je pa konec začetka. Hvala lepa. Hvala, spoštovani rektorji, za vaša vizionarska razmišljanja. Ob tem bi želela z vami z vsemi deliti anekdoto. Namreč pred leti so v Nemčiji ugotovili, da imajo pač slab izobraževalni sistem. Vložili so precej denarja v izboljšanje izobraževalnega sistema. In ko so preverjali, kakšen je bil učinek tega vložka, so ugotovili, da je bil ničen vložek. Skratka, milijoni so bili vloženi v izobraževanje učiteljev, da bi spremenili izobraževalni sistem, zadeva se ni nikakor spremenila. No, in potem so vendarle želeli ugotoviti in upravičiti ta denar, kajti vloženi so bili milijoni. In ugotovili so naslednje. Ja, praksa se je spremenila samo v tistih šolah, katerih ravnatelji so bili prisotni na usposabljanjih. Torej, če potegnemo na nek način vzporednico, potem lahko ugotovimo, ker naši rektorji podpirajo prizadevanja, se bo verjetno kaj spremenilo.